Okay. Najprej lep pozdrav, hvala vsem, ki ste se udeležili v tako velikem številu. Lepa gesta. V Slovenski demokratski mladini smo v zadnjem mandatu opažali, oziroma še opažamo, da vlada vse afere in reševanje teh afer pometa pod preprogo. In zadnji primer je razreševanje oziroma odstavljanje generalne državne tožilke Barbare Brezigar, ki se jo očitno želijo znebiti še pred rešitvijo afere Baričevič. In s predajo simbolne preproge in metle želimo ministrico opozoriti in opomniti na njeno predvolilno obljubo, ki se je glasila: prava pot je pravna pot, edina prava pot je pravna pot, in upamo, da bo to obljubo spoštovala. Se pravi, lahko vam pokažem, kako menimo, da je za zidovi te stavbe v zadnjem letu potekalo to pometanje pod preprogo. Vsi poznamo gesla korupcije in klientelizma, ki se je dogajalo v zadnjih mesecih, in pod preprogo nažalost mečejo vse, od korupcije do klientelizma. Tudi pravna država se je znašla pod preprogo, obstajata namreč očitno dve pravni državi. In vse se je naenkrat znašlo pod preprogo, kar je napačno. Zato menimo, da je prav, da ministrica ta poziv upošteva kot dobronameren, da ga upošteva. V rokah ima namreč vse vzvode, očitno je vse, kar potrebuje, le še malo volje in eno staro dobro sirkovo metlo, da zadeve spravi izpod preproge. Prepričan pa sem, da pod kakšnimi drugimi preprogami najdemo lahko tudi isto perilo, ki je skrivnostno izginilo z ministričine spletne strani. Hvala. Pričakujete, da vas bo sprejela? Odgovor od nje nažalost nismo dobili, tako da očitno zaenkrat je tu ni, bi bili pa zelo veseli, da ji lahko uradno predamo in slišimo mogoče njeno mnenje, kaj bo storila s to metlo. Kaj ponovno v vezi z Barbaro Brezigar in njeno razrešitvijo, ponovno ste vi? No seveda, notranje ministrstvo, policija, tožilstvo, to je vse med sebojno povezano. Zaradi tega sem prepričan, da lahko z svojim vplivom, svojo dobronamernostjo in pozitivnimi pozivi lahko pripomore k rešitvi težave in prepreči nadaljne spore, ki se očitno porajajo v vladi, in da se dejansko vlada začne ukvarjati s tistim, kar je edini, oziroma ne edini, ampak največji problem te države, to je gospodarska kriza. Torej ima ona večji vpliv kot sam predsednik vlade? Večjega vpliva nima, gotovo pa ima pomemben vpliv. Tako se kaže, da je tudi mala stranka lahko očitno zelo vpliva in da mogoče prav, da se obrnemo stran strankarskih interesov in da začnemo delati vsi skupaj v dobro Slovenije. Načrtujete še kakšno darilo kateremu od funkcionarjev morda? Seveda želimo si, da to ne bo potrebno. Če pa bo potrebno, bomo poskušali na tako malce šaljiv in provokativen način to pokazati, če bo le možno, oziroma če bo potrebno. Hvala lepa. Če nas ne bo sprejela, bomo pač pustili to pri ministrstvu.